Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ponovno bomo izžrebali nekoga, ki je v Soboških novinah pravilno rešil križanko in dobil pravo geslo. Poglejmo, komu bo sreča naklonjena tokrat. Geslo je pravilno in se glasi kultura, nagrajenka pa je Marija Ropuša, Lendavska 59 9000 Murska Sobota. Vse čestitke gospe Mariji, vi pa z nami ostanite tudi v nadaljevanju in si oglejte oddajo Aktualno, v kateri govorimo o voznikih kombija, ki predstavljajo nevarnost na cestah. Nasvidenje. V preteklosti so že velikokrat potekale debate o tem, da se šoferji tovornih vozil na pot podajajo preutrujeni oziroma vožnjo nadaljujejo tudi takrat, ko telo tega ni več sposobno. Posledično tako prihaja do prometnih nesreč, ki se velikokrat končajo tragično. To težavo je v zadnjih letih vsaj delno odpravila obvezna uporaba tahografa, ki mora biti vgrajen v vsakem tovornem vozilu. Gre za napravo, ki beleži vožnjo in počitek poklicnih voznikov. Ta mora tako voziti in počivati po določenem urniku, kar preprečuje, da na cesti vztraja predolgo oziroma prepreči, da si voznik ne bi privoščil potrebnega počitka. Zdaj, če primerjamo prevoz tovora s kombijem ali pa prevoz tovora s tovornjakom, tovorno vozilo, težko tovorno vozilo ima vgrajen tahograf in preko tahografa se kontrolira, se nadzira delo in pa vožnja voznika. V kombiju tahografa ni, kar pomeni, da kombija kot takšnega nič ne omejuje. Mi smo sprejeli ene evropske uredbe o delovnih časih in počitkih voznikov poklicnih. In te uredbe so bile sprejete ravno z namenom zagotavljanja varnosti. Se pravi, voznik mora po nekem tempu, po nekem turnusu voziti in mora tudi po nekem turnusu počivati. To so obvezne stvari. Voznik kombija pa vsega tega nima in dejansko lahko vozi, kolikor zmore. Mi pravimo, da vozi tudi potem še, ko ne zmore več. In skozi to postajajo vozniki kombija seveda preutrujeni, nespočiti, ne naspani. To so ene potujoče tempirane bombe na cesti. Kaj to pravzaprav lahko pomeni torej za prometno varnost? So torej kombiji tisti, ki so dejansko bolj problematični kot tovornjakarji kot taki? Na nek način so kombiji bolj problematični. Kombi vozilo je manjše, je lažje, je hitrejše, je bolj okretno, večje hitrosti dosega. In zdaj, če ima za volanom preutrujenega voznika, se seveda nesreča lahko dosti prej zgodi. Nesreča s tovornjakom je mogoče obsežnejša, večja, večje škode, neke materialne, večje lahko tudi človeške škode, recimo smrtne žrtve. Se pa grozno dosti dogaja smrtnih nesreč tudi pri tovornih vozilih, pri kombijih. Vložili ste torej pobudo za spremembo zakona, če se ne motim, že v parlament. Kaj pravzaprav torej vi predlagate? Kakšne spremembe? Ja, vsekakor je treba kombi vozila, če so zajeta v tovornem prometu, jih je treba na nek način začeti kontrolirati in to je edino možnost za uvedbo tahografa. Vozniki v kombi vozilih bi sicer morali izpolnjevati en potovalni dnevnik, ampak vsem nam je jasno, da v potovalni dnevnik ti lahko napišeš li, kar hočeš. Nišče ne more tebi dokazati, da to, kar imaš not napisano, ni res. Lahko pišeš prosto po Prešernu. Torej, tahografi so rešitev? Tahografi so čisto sigurno rešitev. Tahograf deluje na sistemu voznikove kartice. Poklicni voznik, ki opravi kodo 95 in seveda vse te izpite C in E, si da izdelati voznikovo kartico, to vtakne v tahograf in na to kartico in pa na tahograf se beležijo vse dejavnosti. Se beleži vožnja, se beleži počitek, se beleži drugo delo. Vi v zvezi s to celotno problematiko zadevo želeli še karkoli dodati, opozoriti, mogoče dodatno izpostaviti? Ja, vsekakor bi na voznike kombija apelirala. Mislim, vožnja, prevoz tovora je v bistvu ena taka, kako bi človek temu rekel, čim hitreje, da čim več voziš. Problem je tudi v tem, zato ker so vsi vozniki vse tega našega vzhodnega bloka, tu pri nas v Sloveniji, Hrvaška, Srbija, Čehi, Romuni,
Tudi Poljaki so plačani na nelegalen način, to je plačilo po kilometru. In seveda, več ko zvoziš, večja je plača. Vsem bi na nek način na srce položila, dajte malo začeti razmišljati o varnosti, dajte se ustaviti. Malo vozniki kombijev nimajo niti kje spati, spijo na sprednjih sedežih ali pa imajo eno tako kajuto gor nad streho, v tem se človek ne more spočiti, spijo po 2-3 urce, ravno toliko, da malo oddahnejo in pol krenejo naprej. Naj začnejo malo misliti, najmanj mislijo na svoje zdravje, najmanj mislijo na vse ostale udeležence v prometu.